Neurja in poplave v začetku avgusta so v Sloveniji povzročila ogromno škode, predvsem v Savinjski dolini, na Koroškem in Gorenjski regiji. Voda je odnesla ali močno poškodovala številne hiše in mostove ter sprožala zemeljske plazove. Več krajev je bilo odrezanih od sveta. Zaradi poplav so nastajale tudi motnje v preskrbi z elektriko in pitno vodo. V Savinjski dolini so poplave imele katastrofalne razsežnosti, zato je predsednik medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenja Franc Forštner takoj po poplavah sklical krizni štab in priskočil na pomoč članom, ki jim je poplava prizadela njihovo območje. Takoj, ko so poplave nastale, smo v društvu ustanovili krizni štab oziroma smo se pogovorili, dali smo na vsa družabna omrežja, da se člani obrnejo na društvo, vsi, ki rabijo kakršnokoli pomoč. Sam osebno sem poznal vse člane, vem, kje živijo, da so ob Savinji, da so ob Paki, da so ob raznih potokih in glede na to, da je bilo v tistem trenutku vse pretrgane, so bile vodovodne cevi, odrezani so bili od elektrike, odrezani so bili od komunikacijskih zadev, sem šel osebno na motor, dal gor škornje in se odpeljal do posameznih oseb, ki so dejansko plavale v vodi, in sem jim v prvi fazi pomagal pri moralni podpori in tudi fizično. Kakor sem lahko prišel na kakšno novo lokacijo, sem šel do drugega člana, tako da koordinacija je potekala vse preko društva. Tam so bile strokovna delavka, obračale so se na društvo na vse možne vprašanja, zakaj ni elektrike, zakaj ni vode, zakaj ni možno iti v službo in vse te stvari. To so bile prve informacije, ki so bile najbolj pomembne, da so ljudje prišli do informacij, da so potem videli, da niso sami. Pozneje smo tudi dali vse povezave do spletnih strani občin, ki so občine obveščale, kako in kaj in na kakšen način lahko osebe pridejo do pomoči. Za osebe z okvaro sluha je bilo to še veliko bolj težje, ker oni ne slišijo, oni ne občutijo in oni so se zjutraj zbudili praktično v nemogočih razmerah. In vse to, kar smo danes videli na terenu, je samo še en delček tega, da društvo lahko pomaga svojim članom, in seveda je bilo to za njih zelo dobrodošlo, zelo koristno. In še vedno bomo pomagali še naprej, kolikor je v naši moči. Igor Šmigovc in njegova žena Nina, ki sta oba gluha, živita v Šmartnem ob Paki. Tisto usodno jutro sta se odpravila na pot v službo. Igor je najprej preveril reko Pako, vendar je ta tisti trenutek le malo narasla, zato si ni delal skrbi. Ko pa je prišel v službo v Ljubljano, ga je sosed poklical in povedal, da mora takoj umakniti avto.
Reka Savinja je poplavila tudi naselje Letuš, kjer živi naglušna Marta Lončarič. Njeno hišo je popolnoma poplavilo. 1,70 m približno je vode, vse je uničilo, pohištvo, stroje, kuhno, spalnico, kopalnico. Potem smo drugi dan čakali, da se voda odteče. Ostal je veliko mulja je ostalo in to smo potem s skupnimi močmi iz stanovanja domači spravili ven, ampak pomoč je prišla še od vojakov. 2 dni so delali cel dan, 10 vojakov, vsak dan gasilci pomagali, vse so pomagali, mulj so ves spravili od zunaj iz kleti, ker imam veliko klet posebej. Ročno so mogli vedra nositi, ker je bilo vse, se je zabilo, ni črpalka ni delala. Traktorji so prišli, vse smo nalagali na traktorje, vse oni pomagali z kopačem, z temi stroji. Organizacija je bila super, gasilska in vojaška. Res sem zelo hvaležna in pač ostalo je, prazna hiška je ostala, zdaj jo sušimo. Mislim, da letos se ne bom mogla preseliti, trenutno živim pri sinu v Mozirju, da se to presuši vse. Bila je 2012 že ena poplava, je bilo vode 40 cm. Tako da to smo takrat sanirali, zdaj je bilo pa več, ne. Zdaj pa več. Najhujše je, ko izgubiš knjige, slike, albume. To se pa ne da nadomestiti, a ne. Drugače pa material, to se pa vse da kupiti. Samo da bi bila zdrava, da bi lahko še uživala tukaj, ko je krasen ambient, a ne. Še povem, da sem zelo, zelo hvaležna občini, vsem gasilcem, vojakom, prijateljem, moji družini. Pomagali so mi, nikoli ne bom pozabila, pa če kar jutri umrem. Marta je v poplavi izgubila tudi slušni aparat, prav tako naglušna Ivana Grofelnik, ki živi v Lokah pri Mozirju. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je za mesec dni poenostavil pravila za pridobitev zdravil in medicinskih pripomočkov izgubljenih v ujmi. Tako je do 9. septembra do novih zdravil in medicinskih pripomočkov, kamor spada tudi slušni aparat, izgubljenih v ujmi, mogoče priti tudi na daljavo. Oboje je mogoče naročiti pri zdravniku po telefonu, zdravstvena izkaznica ni potrebna. Zavarovanec lahko tudi sam piše na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki mu bo izdal odločbo, ki jo bo dobil na dom. Kdor je izgubil slušni aparat ali kakšen drug zdravstveni pripomoček, za izdajo novih pripomočkov ne potrebuje nobenih dokazil. Prav tako bo Audio BM tistim, ki so v poplavah izgubili slušni aparat, le tega podaril. Vse, kar potrebujete, je zapisnik za zavarovalnico ali drug uradni zapisnik, iz katerega bo jasno razvidno, da je slušni aparat izgubljen ali uničen, ter še račun, ki ste ga prejeli ob nabavi slušnih aparatov. Če ga nimate, zaprosite za kopijo pri dobavitelju, ker ste slušne aparate prejeli. Obiskali smo dom Ivanke Grofelnik. Tudi njeno hišo je poplavila reka in je ostala brez vsega. Mene je klicala soseda, takoj pridi sem v hišo. Pa
od hčerke mož prišel priletel dol po mene. Tu je pa že reka tekla. In je prišel po mene, da moram gor hčerki iti. Jaz pa nisem hotela iti, ker sem si še mogla dokumente skupaj spraviti. Pol so me klicali tu, da takoj ven z hiše, pa še nisem šla. Ko sem pa šla, sem pa do kolena gazila. Dol mi pa vrat niso mogli več odpreti. Po sem pa nazaj tu prišla, sem pa k teti sosedi prišla, da sem bila gor na balkonu, tako dolgo, da se je voda otekla. Po pa v hišo nisem prišla, da smo organ vrate tja treskali, da je voda začela ven teči. No, pol je prišla pa hčerka, pa njen mož, posta pa tule, bila 3 dni sama. Nista vedela, kje začeti, kako začeti, nista vedela ničesar. Bilo je vse v blato, vrate je dol zmetalo, hladilnike, škrinje je vse okrog zasukalo. Vse je bilo narazen, vse mi je uničilo, vse mi je pobralo. Ne vem, kaj je bilo najhujše. Najhujše je bilo v hišo priti. To je bilo najhujše, kar je bilo. No, potem sem bila pa pri hčerki par dni, potem sem prišla pa tu k sosedi, ker jaz moram biti doma. Jaz moram biti doma, ko skupine so mi začele hoditi gor pomagati delati. No, potem so mi pa na Rdečem križu pomagali, so mi dali hrano, pa tista se je pol začelo, da sem po hrano hodila. Vse mi je vzelo, ne vem. Vse mi je pobralo. Ne vem. Ne, tudi, vse. Ne vem, nimam dokumentov, nimam ničesar. Samo od tiste osnovne dokumenti so mi ostali, tisti moji od hiše. To mi je ostalo, ko sem jih nesla gor. Nimam. To mi je pa hčerka, še neki cod smo rešili gor na vrhi mojih letnih, a ne, da mi je ona oprala gor vse. Nekaj so mi pa pole z Rdečega križa pripeljati, pa vse tisto imam. Druga je pa šlo. Rada bi se zahvalila vsem, ki so mi karkoli pomagali v teh najhujših trenutkih. Hvala vsem. Gluha Marija Varžič se je na dan pred poplavo odločila, da prespi pri hčerki v Mozirju, ker je bil njen mož Milan v bolnišnici na operativnem posegu. Naslednje jutro se je oglasila sirena. Savinja je prestopila bregove in poplavila večji del Mozirja. Domov v Juvanje ni mogla, ker je bila regionalna cesta Mozirje-Ljubno neprevozna.
V Mozirju je poplavilo tudi Mozirski gaj. Tam blizu pa živi gluha Irena Kregar. Ko je njen slišeči mož zaslišal sireno, je šla pogledat, kaj se dogaja. Ko je videla podivjano reko, ni vedela, kaj naj stori. A voda je v trenutku poplavila njen dom, zato sta z možem šla v prvo nadstropje čakat, da se stanje umiri. Pri Ireni je sledil še en šok. Avto je reka obrnila na drugo stran in nastala je tudi škoda na vozilu. Ob tej naravni katastrofi največje razsežnosti v samostojni Sloveniji so ljudje stopili skupaj in pomagali drug drugemu. Kar pa je najbolj pomembno, pa je, da je vodstvo medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje takoj priskočilo na pomoč ob taki nesreči.
Da naše društvo pokriva 10 občin, praktično vseh 10 občin je bilo v tej povodnji, v teh poplavah popolnoma uničenih. In med njimi je to kar krepko število naših gluhih, naglušnih, gluhoslepih oseb s polžjim vsadkom, veliko število naših članov, ki so vpeti v to povodenj. Mislim, da se ljudje še 10 let ne bojo vrnili v hiše, v domove. Meni je težko, osebno mi je res težko, ko gledam te ljudi, ki so poplavljeni, ko imajo uničeno popolnoma vse, nimajo ničesar, pa tako pozitivno razmišljajo. Res je, da so od primera do primera različno, ampak vsi, ki so imeli v hiši vodo, ta mulj, in sam osebno, ko sem čistil te stvari, dobesedno iz tega blata, iz tega mulja še škorne ne moreš dvigniti, in kdor je to delal, jaz sam osebno sem, in to celo po 2-3 naših gluhih članih, vem, kako je to, in sem bil del te zgodbe. Sem pa vedel, kje so naši člani po terenu, in ko sem probal obiskati koga, niti dejansko nisem do njega prišel, ker je bilo vse zaprto. Še danes, en teden po temu, ne prideš do Solčave, ne prideš do Luč, ne prideš na marsikatero območje, ki je še dejansko vse zaprto. Še danes črpajo vodo iz kleti, iz hiš, še danes urejajo, čistijo, pučejo. Skratka, res katastrofa, ki bo še lep čas imela posledice na teh osebah. In vidim danes, kako težko je tem gluhim, kako težko je tem osebam z okvaro sluha, ko so izgubili vse. Pa vseeno še imajo upanje, vseeno so veseli, pa vidijo, da društvo živi z njimi, da niso ostali sami. In res mene še danes bolijo rame, roke, noge od vsega tega dela, ker sem 5 dni delal, vsakemu posebej sem šel pomagati, kolikor sem lahko pomagal. Ne gledati, ampak fizično sem delal v škornjih z lopatami, z metlami, z rokami. In seveda nisem več tako mlad, da bi rekel, da bi lahko delal ne vem kaj vse, ampak pomagal sem pa tudi na druge možne načine, tako da jaz verjamem, da sem naredil v svoji moči kot predsednik društva vse, kolikor sem lahko. Vesel sem, da Slovenija, pa tudi gluhi, kar smo videli pri Šmigovcu Igorju, kako gluhi pomagajo svojim prijateljem, pa ne samo gluhi, vsi. In Slovenija, moram reči, in slišali boste veliko dobrih zgodb, vojaki, prostovoljci, nogometaši, civilna zaščita, gasilci, skratka sosedje. Nikjer ni bilo neke nevošljivosti, nikjer ni bilo nekih tam pa ono, pa tretje, pa četrto, nikjer ni bilo nekega prepiranja, vsi so složno delali, pomagali en drugemu, in še kako se je izkazal rek, da rečemo v nesreči poznaš prijatelja. To je najbolj pomembno, tudi za mene osebno, marsikdo je rekel, ja, lej, Franci, ti imaš tam gor plas, rekel, lej, pusti moj plas, gremo drugim pomagati v dolino, ko plavajo, ko nimajo hiš, ko nimajo kje živeti, ki nimajo kaj delati, ki nimajo ničesar, ki nimajo hrane, nimajo ničesar. Se rekel, tisti plas se bo že saniral, tisto, kar je takega kot najbolj pomembno, kar je začetek, da ljudje živijo, da preživijo, da so rešeni, da niso nekje v smrtni nevarnosti, potem ostalo gre pa korak po korakom. In v tem trenutku najbolj potrebujejo podporo,
najbolj potrebujejo razne stvari, naprimer rabili se bojo tisti, ki bojo belili hiše, rabili se bojo električari, rabili se bojo stroji, rabili se bo nova oprema, rabili se bojo vse tiste stvari, kar za ostalo je itak občina Karitas, Rdeči križ zelo dobro poskrbela. Včasih mogoče bo imeli še kdo marsikaj preveč, ampak jaz verjamem, da se ljudje ne bojo nagrabili tisto, kar ne bojo rabili, ampak bojo vzeli samo tisto, kar rabijo. Najnujnejše. Prizadeti v poplavah so lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči. Vlogo je mogoče vložiti na kateremkoli centru za socialno delo ali po elektronski poti, za katero ni potreben varen elektronski podpis. Po 6. septembru pa jo bo potrebno vložiti na pristojnem krajevnem centru za socialno delo. Izredna denarna socialna pomoč se lahko v enem koledarskem letu dodeli do višine 5-kratnika cenzusa za denarno socialno pomoč. Za samsko osebo do 2326,70 evra, za 4-člansko družino, kjer sta oba starša zaposlena, pa do 8190 evrov. Vlagatelj mora natančno navesti, za kateri namen potrebuje pomoč, in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena.